Pozdravljeni, moje ime je Brigita Peternelj, sem specialistka epidemiologije in medicine dela, prometa in športa in bi vam predstavila vlogo izvajalca medicine dela ob pojavu bolezni COVID-19 v delovnem okolju. Pandemija COVID-19 je pomembno posegla na vsa področja našega življenja v svetovnem merilu. Kaže se velik vpliv na gospodarstvo, delodajalce in delavce, saj je področje dela močno prizadeto. Nenavadno širjenje bolezni z velikimi posledicami tako na posameznika kot na družbo ustvarja velik pritisk na delodajalce in delavce z uvedbo novih postopkov in praks, začasnim ustavljanjem dela in prekinitvijo dejavnosti. Tudi epidemiološka situacija pri nas se poslabšuje. Število pozitivnih primerov narašča in širjenje okužb na delovnih mestih postaja vedno večji problem. To predstavlja velik izziv za delodajalce, da sprejmejo ustrezne ukrepe, potrebne za preprečevanje širjenja okužbe med zaposlenimi. Za učinkovito obvladovanje bioloških dejavnikov tveganja v delovnem okolju je pomembno poznavanje nalezljivih bolezni, zato tudi učinkovito obvladovanje nalezljivih bolezni v delovnem okolju narekuje večjo angažiranost izvajalcev medicine dela. V primeru, da ukrepi ne zadoščajo in da pride do pojava izbruha COVID-19 tudi v delovnem okolju, pa je obravnava v pristojnosti epidemiološke službe. Zakon o varnosti in zdravju pri delu nalaga delodajalcem obveznost, da izdelajo in sprejmejo izjavo o varnosti in zdravju pri delu na podlagi ocene tveganja. Izjava o varnosti je temeljni dokument vsake organizacije na področju varnosti in zdravja pri delu. Sodelovanje pri ocenjevanju tveganj na delovnem mestu pa je prva naloga izvajalca medicine dela, ki jo opredeljuje Zakon o varnosti in zdravju pri delu. Ocena tveganja je sistematična preiskava vseh dejavnikov, ki vplivajo na varnost in zdravje pri delu in se izdela za vsako tipično delovno mesto z namenom, da se ugotovi v prvi vrsti, ali je mogoče določeni nevarnosti se izogniti ali jo morda celo odpraviti. Izpostavljenost biološkim dejavnikom tveganja na delovnem mestu ureja pravilnik o varovanju zdravja delavcev. Biološki dejavniki po definiciji so mikroorganizmi, celične kulture in človeški endoparaziti, ki lahko povzročajo okužbo, alergijo ali zastrupitev. Glede na tveganje za okužbo jih razvrstimo v 4 skupine. Prva skupina, kjer je zelo majhna verjetnost okužbe pri ljudeh, zanemarljivo tveganje, da se razširi v okolico, do 4. skupine, ki povzročajo težje bolezni pri ljudeh, predstavljajo veliko nevarnost za delavce in tveganje, da se okužba razširi v okolico, je veliko. Poleg tega običajno ni na razpolago učinkovite preventive ali zdravljenja, kot je to tudi v primeru nove bolezni COVID-19. Izdelava ocene tveganja zaradi izpostavljenosti biološkim dejavnikom tveganja pri delu pomeni naš pristop k ugotavljanju vpliva bioloških objektov, ki so mikrobi, na biološke subjekte, če se tako izrazim, na delavce in druge izpostavljene. Predvsem nas zanimajo škodljivi mikrobi, ki povzročajo nalezljive bolezni, katere se širijo neposredno med ljudmi ali posredno preko okuženih predmetov, onesnaženega okolja in različnih vektorjev. Da pride do nastanka nalezljive bolezni, pa morajo biti izpolnjeni določeni pogoji, ki sestavljajo tudi tako imenovano Vogrelikovo verigo. In sicer so to izvor okužbe, to je mesto, kjer se mikrobi zadržujejo,
Pomembna je pot širjenja, to je pot, po kateri pridejo mikrobi od izvora do zdrave osebe, vstopna mesta. Mikrobi lahko vstopajo v telo skozi vso površino, skozi površino vseh sluznic, ki obdajajo votle organe, se pravi skozi dihala, prebavila, sečila, spolovila, vstopajo lahko skozi nos in usta, pa tudi preko krvi. Na nastanek nalezljive bolezni vpliva tudi število in virulenca mikrobov. Nekateri mikrobi povzročajo zelo huda obolenja, drugi le blage bolezenske spremembe, tako nekateri so zelo virulentni, zato zadošča že manjše število, da pride do obolenja. Drugi, manj virulentni, drugi so manj virulentni in je za nastanek bolezni potrebno večje število. In potem je pomembna tudi sprejemljivost oziroma odpornost gostitelja. Gre za imunost, ki pomeni sposobnost organizma, da se brani pred različnimi okužbami. Kar je zelo pomembno pri bioloških dejavnikih tveganja, je dejstvo, da je pomembna njihova lastnost, sposobnost, da se lahko razmnožujejo in s tem spreminjajo tveganje za zdravje. Pri oceni tveganja je zato potrebno osnovno poznavanje posameznih nalezljivih bolezni, se pravi etiologija, klinična slika, diagnoza, profilaksa in pa tudi spremljanje aktualne epidemiološke situacije nalezljivih bolezni, ki se z globalizacijo, sodobnimi migracijami zelo hitro spreminja. Pogoj, da lahko pripravimo varne pogoje, varne procese dela, ki zagotavljajo tudi nemoteno proizvodnjo, je dobra ocena tveganja za COVID-19. Ocena tveganja za COVID-19 pomeni izhodišče za obvladovanje varnosti in zdravja pri delu. Pri izdelavi sodelujejo, to je timsko delo, pri katerem sodelujejo odgovorna oseba delodajalca, predstavnik delavcev, strokovni sodelavec in izvajalec medicine dela. V bistvu gre za uvajanje po principu HACCP sistema. HACCP pomeni analizo kritičnih kontrolnih točk, to je sistem, ki ga uporabljajo za notranji nadzor nad varnostjo živil. Ocena tveganja za COVID-19 predstavlja tudi dopolnitev obstoječih programov preprečevanja bolnišničnih okužb, ki obstajajo, ki jih morajo imeti pripravljene tudi vse zdravstvene ustanove. Namen ocene tveganja za COVID-19 je v prvi vrsti identifikacija delovnih mest z večjim tveganjem za okužbo. Nekatera delovna mesta so že poznana, recimo dela v zdravstvu, delo s potencialno okuženimi, delo s strankami, kjer so pogosti zunanji izvajalci. Druga točka je identifikacija kritičnih točk z večjim tveganjem za okužbo glede na lokacijo podjetja, recimo vhodi v podjetje, dvigala, jedilnice, garderobe, toaletni prostori in pa glede na delovni proces. Ali ta vključuje neposredne stike z drugimi osebami, kako pogosti so ti stiki, kakšna je fluktuacija na tem delovnem mestu. Potem sledi identifikacija izpostavljenih in vseh tistih, ki bi lahko bili izpostavljeni. Tako da ne smemo pozabiti na zunanje sodelavce, vzdrževalce, obiskovalce in tudi na ključne prišleke. Posebno pozornost pri tem je potrebno nameniti osebam z večjim tveganjem za težji potek bolezni. Ugotoviti je potrebno tudi stopnjo in trajanje izpostavljenosti na delovnem mestu. Na podlagi teh ugotovitev potem poiščemo možne organizacijske in tehnološke rešitve, s katerimi preprečimo nadaljnje širjenje okužbe v delovnem okolju. Določimo preventivne ukrepe, ki bodo zagotavljali varnost in zdravje delavcev, nemoteno poslovanje delodajalca in posledično likvidnost podjetja.
Ocena tveganja za COVID-19 je osnova za akcijski načrt z ustreznimi ukrepi, ki pa so obvezujoči tako za delodajalca kot za delavca. Zato morajo biti z vsebino seznanjeni vsi delavci in vse osebe, ki so kakorkoli vključene v delovni proces, kjer bi lahko bile izpostavljene tveganju za okužbo. Pomembno je, da so varnostni ukrepi prilagojeni delovnemu procesu. Delavci morajo biti seznanjeni in usposobljeni za pravilno izvajanje varnih delovnih postopkov. Z varnostnimi ukrepi pa morajo biti seznanjeni tudi vsi obiskovalci, dostavljavci, izvajalci storitev na lokaciji delodajalca in vsi drugi, ki bi lahko bili potencialni prenašalci. Vedno znova in znova je potrebno poudarjati pomembnost doslednega upoštevanja in izvajanja že sprejetih splošnih preventivnih ukrepov, ki zagotavljajo varno in zdravo delovno okolje. Na prvem mestu je potrebno izpostaviti, da naj v kolektiv prihajajo samo zdravi. Šolarji, delavci, otroci v vrtce, kajti to je osnovni in najbolj učinkovit ukrep, s katerim omejimo širjenje okužbe na samem izvoru. Kolikor je le mogoče, je potrebno omejiti socialne stike. Na delovnem mestu med posamezniki je potrebno zagotoviti fizično distanco najmanj 1,5 metra. Zelo pomembna in nepogrešljiva je uporaba zaščitnih mask, pravilna uporaba zaščitnih mask v skladu s priporočili strokovnimi. Ne smemo pozabiti na pravilno higieno kašlja, na pravilno higieno rok in pa seveda pogosto zračenje in ustrezno čiščenje prostorov. Če bomo vse to upoštevali in izpolnjevali, ob predpostavki, da so te pogoji zagotovljeni na delovnem mestu, kot rečeno, da so vsi zaposleni z njimi seznanjeni in jih tudi upoštevajo, potem bomo največ prispevali k obvladovanju te nevarne okužbe, ki predstavlja velike probleme, ne samo pri nas, ampak povsod po svetu. Za zaključek bi povzela, da je pandemija COVID-19 posegla na vsa področja našega življenja in to ne samo pri nas, na celem svetu. Velike spremembe je povzročila v delovnem okolju. Potrebno je izpostaviti, da je varno in zdravo delovno okolje osnova za nemoteno delovanje in likvidnost podjetij in posledično za čimprejšnje okrevanje gospodarstva po že dosedanjih, težavah, ki jih je pandemija povzročila. Da je sodelovanje delodajalcev, delavcev, strokovnih sodelavcev in izvajalcev medicine dela ključno za učinkovito omejevanje širjenja bolezni COVID v delovnem okolju. Glede na specifičnost bioloških dejavnikov tveganja, pa izvajanje in priprava teh ukrepov zahteva še posebno veliko angažiranost izvajalcev medicine dela. Obravnava izbruha oziroma pojava COVID-19 v delovnem okolju je v pristojnosti epidemiološke službe. Hvala za pozornost.